Na zadnji seji občinskega sveta je svetniška skupina LDS predlagala, da se 11 000 evrov nameni tudi za zgraditev skate parka v Kamniku. Kako je prišlo do te odločitve? Torej v LDS-u nam je bilo vedno zelo pomembno kvalitetno preživljanje prostega časa, mladine oziroma otrok. Zato smo pravzaprav zelo veseli, da smo v prejšnjem mandatu začeli z načrtno izgradnjo šolskih in športnih igrišč. In v tem smislu se nam je pač zdelo tudi, da bi bil že čas, da zagotovimo tudi prostor za skaterje in bajkerje, da imajo torej primeren prostor za svoje aktivnosti in za svoje dejavnosti. In zaradi tega smo pravzaprav pripravili amandma za zadnji proračun in smo seveda zelo veseli, da je šel ta amandma skozi, torej da je zagotovljeno 11 000 evrov za začetek pač priprave tega prostora. Za prostor, torej za kulturnim domom Kamnik smo se odločili zaradi tega, ker je že sedaj pravzaprav tam neke vrste zbirališče mladine, poleg tega prostora je kar precej in tudi nekoliko je odmaknen, ker torej in ne bo motil toliko okoliških pač občanov, no. In kakšen je odziv kamniških skaterjev? To je v bistvu za kvalitetno preživljanje prostega časa, za mladino, namesto da bi se zadržvala po lokalih in ne vem, kako bi se temu rekli, z drogo, ali pa, da se pač športom zgradi karakter. To je pač namen. Ne vem, nimamo nič drugega kot pač to, imeli smo ene par objektov, samo še to so nam pač odpeljali, tako da zdaj nam je ostalo samo še, nažalost, tole. In kako so sprejeli novico, da bodo že letos začeli urejati skate park? Smo bili toliko presenečeni, čisto si od mladih do starih, tako da bomo, ko se bo pač zgradil ta pač skate park, bomo tudi pač organizirali ene par tekmovanj, bomo tudi posneli tak na mini film, to, da se pač športno društvo Debela Varonka malo predstavi, da nismo samo tako malo po slikah pa po tekmovanjih, ampak pa bomo še potem, ko bo pač imeli plac, bomo tudi probali organizirati učne ure za najmlajše, da ne bojo izpuščeni pa prepuščeni sami sebi. In v skrbi za najmlajše sta bila izglasovana še 2 dodatna amandmaja LDS. Tako je. Predlagali smo torej tudi amandma, ki zagotavlja sredstva za opremo igrišča na Duplici. To je pri Vili, kjer je krajevna skupnost uredila celoten prostor in pravzaprav manjkajo samo še igrala in torej zaščita. Tako da ta amandma je bil na srečo tudi sprejet, kar pomeni, da se bo ta zadeva, upamo, da že pred poletjem uredila. Ravno tako pa smo predlagali amandma za dodatna sredstva, ki bodo namenjena zagotavljanju torej vzdrževanja igrišča tako tega na Jakopičevi, ki se bo na novo opremil, kot tudi igrišča na Zikovi, kjer vemo, da je bilo v lanskem letu opremljeno novo otroško oziroma športno igrišče in zato pač morajo biti zagotovljena tudi sredstva.